Ja, lepo vas pozdravljam. Zelo sem vesel srečanja s predsednico in nekaterimi drugimi visokimi predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, ki predstavljajo seveda mlade, naše mlade kadre, ki so naša prihodnost in prinašajo v tudi naše institucije in našo državo novo energijo, nove ideje, nove talente. In zato sem še posebej vesel, da sem danes ponovno ugotovil, da tudi Mladinski svet Slovenije še posebej spodbuja mednarodno aktivnost mladih. In tukaj je zelo pomembno, da dobro sodelujemo Ministrstvo za zunanje zadeve in Mladinski svet Slovenije v smeri, da čim več mladim, dijakom in študentom in drugim omogočimo, da že v času šolanja dobijo informacije od izkušenih diplomatov, od vseh tistih, ki so vpeti v mednarodni prostor in da imajo možnost, da tudi sodelujejo v mednarodnih aktivnostih Slovenije. Danes sva se s predsednico Mladinskega sveta dogovorila, da bomo nadaljevali s tem dobrim sodelovanjem, da ga bomo še okrepili tako na ravni OZN, tako na ravni Evropske unije, kot tudi na drugih ravneh, kjer je mogoče naše mlade še bolj vpeti v mednarodno aktivnost Slovenije, da se bodo lahko v sodelovanju z izkušenimi diplomati, delavci Ministrstva za zunanje zadeve učili, kako bodo v prihodnje oni lahko čim bolje zastopali Slovenijo. Naj še povem, da si želim, da bi letos, ko se Evropska unija še posebej bori proti tako imenovanim dezinformacijam, fake news, ta naša skupna aktivnost upozorila tudi na to problematiko, kajti lažne informacije, manipulacije z ljudmi so postale zelo nevarne. Nenazadnje pogledajte tudi celotna problematika v povezavi z Brexitom je v veliki meri nastala prav na podlagi mnogih dezinformacij, fake news. In to lepo kaže, kam bomo šli, ko bomo dopuščali, da se z ljudmi preko medijev, preko drugih možnih načinov manipulira, da se jih zavaja. In tukaj sem vesel, da so tudi mladi pripravljeni sodelovati na ta način, da se izobražujejo o tem, da svoje vrstnike veliko pozivajo k temu, da ne nasedajo lažnim novicam, da se izobražujejo in da se zanesejo na preverjene novice. Torej, če zaključim, hvala lepa Ani, predsednici sveta, za veliko dobro voljo, da sodelujemo za vso energijo, ki jo mladi vnašate v mednarodni prostor in predvsem za to voljo, da se skupaj z nami učite, da boste potem jutri vi od nas prevzeli te naloge, ki jih danes pač mi upravljamo. Prosim, da dajem besedo. Najlepša hvala, gospod minister, da ste nas sprejel. Na Mladinskem svetu Slovenije smo zelo zainteresirani tudi za mednarodno sodelovanje. Sodelujemo pri različnih mednarodnih mladinskih organizacijah. Tudi naše organizacije članice so tiste, ki so na mednarodnem področju zelo aktivne. Tako da res hvala, da ste prepoznali, da je pomembno, da so mladi aktivni na mednarodnem nivoju in da smo mladi tisti, ki to dobro besedo v Sloveniji ponesemo v svet. Res nas veseli, da ste se strinjali s tem, da še okrepimo sodelovanje na področju mladinskega delegata pri OZN-u. Sodelujemo tudi na področju informiranja mladih, predvsem, da prihaja manj do teh dezinformacij oziroma fake newsov, da se osredotočimo tudi na evropske volitve in na aktivno participacijo mladih na vseh nivojih. Res smo vam hvaležni za ta konstruktiven pogovor in verjamemo, da se pogovor ne bo zaključil tukaj, ampak bomo šli dalje in stvari v bistvu spravili tudi v prakso. Tako da najlepša hvala. Kakšno mora biti na vprašanje, da se prišli? Če sem sam jaz. Omenil ste parve, če smo najbolj pri temi, kako pomembno je, da mladi pridobivajo izkušnje. Pa me zanima vaš pogled na Slovenijo. Zdaj imamo že tretjega premierja, ki je praktično brez nekih resnih izkušenj prišel na ta položaj. Tako komentar. To vprašanje je nekoliko nenavadno. Ko sem prišel sam na položaj premierja, vsekakor nisem bil brez izkušenj. Mislim, da vsakdo ve, da sem kot pravni strokovnjak 25 let pridobival izkušnje v sodelovanju z državnim zborom, pisal slovensko ustavo, bil profesor, mednarodno vpet v številne aktivnosti in kot družboslovec
in buden, aktivni državljan sem seveda pridobil marsikatero izkušnjo. Res pa, da je politična izkušnja bila za mene, tako kot je zdaj za novega premiera, do neke mere nova na tej najvišji ravni, ampak pravzaprav noben premier ne more biti nikoli dovolj pripravljen na preizkušnjo, ki ga doleti, ko zasede ta položaj. Tukaj potem pride do izraza neka izobrazba, življenjska širina, predvsem pa volja, da bi storil kaj dobrega za svojo državo in ljudi v njej. Tako da lahko rečem samo to, da seveda situacije so različne, ne vsak odgovori zase, je pa dejstvo, da pametni politiki vedno prisluhnemo strokovnjakom, se obdamo z mnenji tudi iz civilne družbe, zato tudi danes smo skupaj sedeli in si izmenjavali mnenje z mladimi, kajti tudi od mladih se moramo vsak dan učiti, če ni medgeneracijskega sodelovanja, če ni sodelovanja med vlado in nevladnim delom, veliko družbe, tudi civilno družbo in še posebej mladimi, potem država nima prihodnosti. No, če še eno vprašanje prihodnosti, pa o dezinformacijah. Tako, vi ste takrat odstopil zaradi, pač vsaj formalno, zaradi drugega tira. Danes je 2 TDK, ki je bil popolnjena upravo, ne, ki še vedno nima, oziroma mi še vedno nimamo finančne konstrukcije. Zdaj, v zvezi s tem je ogromno dezinformacij, pa me zanima vaš pogled, kaj bi rekel predvsem mladim, ki bodo naslednjih 45 let plačevali. Kje smo, kaj pričakujete s tem, se bo razvil, bo šel naprej? V času prejšnje vlade smo za drugi tir pripravili čvrsto finančno konstrukcijo, ki je bila namenjena temu, da se čim prej začne izgradnja tega projekta, kajti to je projekt prihodnosti, to je projekt, ki bo našim mladim, pa tudi nam omogočil, da bomo živeli v Sloveniji, ki je razvojno uspešna in konkurenčna. Seveda ima vsaka vlada pravico, da postavi pod vprašaj, bi rekel, neke ugotovitve prejšnje vlade, pa vendar, ker sem član tudi te vlade, zagotavljam, je bila prejšnja finančna konstrukcija premišljena, zagotovljen je bil civilni družbeni nadzor nad konstrukcijo in izvajanjem projekta, to je še vedno zagotovljeno, zato verjamem, da je treba čim prej začeti z aktivnostmi, torej z pripravljalnimi deli, pa tudi kasneje izgradnjo drugega tira, kajti ta drugi tir bo omogočil Luki Koper, da se preko nje torej povezujemo s svetom, da Slovenija ostane na svetovnem zemljevidu kot pomembna transportna država, da postane še bolj zelena, kajti razbremenili bomo cestni promet teh težkih tovornjakov, ki onesnažujejo okolje, in seveda ne nazadnje zagotovili delovna mesta in razvoj tudi našemu gospodarstvu. Pa kaj je pomembno? Naši mladi, prihodne generacije, potrebujejo Slovenije, ki bo odprta v svet, ki bo omogočala, da pridobivajo izkušnje tudi v tujini, da potujejo čim bolj neovirano, da se lahko v gospodarstvu udejstvujejo preko naših meja. In zato danes delamo, da bo jutri za prihodne generacije lažje bolje. Zato ta drugi tir močno in zelo hitro potrebujemo. Zdaj, enostavno, če bomo še dolgo čakali, bomo izgubili konkurenčni boj z drugimi severno-jadranskimi lukami. Hvala.